Na Taborski ulici se je porušila hiša. Nagrada ptujski šoli za uvajanje novosti. Mladi o težavah gluhih in naglušnih. Mladi plavalci so končali zimsko sezono. Dober večer. Na Taborski ulici v Mariboru, kjer gradijo tudi novo medicinsko fakulteto, se je podrla polovica zelo dotrajane in nenaseljene hiše. Del ostrešja se je zrušil na cesto in poškodoval vozilo. Mariborski poklicni gasilci so ruševine s ceste že odstranili. Del starejše hiše na Taborski 9 pod Starim mostom čez Dravo se je dopoldne dobesedno sesedel, del ostrešja pa je zgrmel na cesto. Čeprav je bilo poslopje že več let prazno, so reševalci s psi preverili, ali je kdo pod ruševinami. Oba psa nista dala nobenega znaka, po katerem bi lahko sklepali, da je živa oseba pod temi ruševinami. Zato smo poklicani tudi, da odstranimo, pregledamo, kaj je na cesti, potem naprej bojo pa druge službe to odredile. Svoje je naredil čas, pa tudi vreme, pravijo pri civilni zaščiti, kjer pa ne vedo, ali bodo ostanke stavbe porušili. Naprej bo to, kar bo odrejal ustrezna inšpekcija, gradbena. Oni bojo najbrž jutri odrejali to, kar morajo naprej odrejati. Pritožbam sosedov, da stavbe pogosto padajo strešniki in omet in da že vrsto let ogroža mimoidoče, pa ni prisluhnil nihče. Zapuščena je celka 20 let, streha dotrajana, sneg. Prošnje letijo na vse strani, noben nič ne reagira. Danes je cesta zapreta, pravi, da 3 tedne, gradbišče blizu. V bližini namreč gradijo medicinsko fakulteto, zato težki tovornjaki dnevno vozijo mimo. Lani se je že podrlo sred poletja, se je prvi del strehe podrl, zdaj je sneg zrušil, drugi del strehe, hvala Bogu, da ni človeških žrtev. Hiša na Taborski 9 pa že dolgo vzbuja srh. O njej je prepevala skupina Lačni Franc v pesmi Ikebana in tam je slišati, da je v hiši prebival morilec. V okviru Evropske prestolnice kulture je bilo uspešno izpeljanih okoli 6000 dogodkov, ki jih je obiskalo skoraj 3 milijone obiskovalcev, razkriva letno poročilo Sveta zavoda Maribor 2012. To je pozitivno vplivalo predvsem na turizem. Samo v Mariboru so imeli lani 20% več prenočitev kot leto poprej. Še leta 2007, ko se je Maribor s partnerskimi mesti potegoval za naziv Evropske prestolnice kulture, je lokalna politika za projekt nameravala nameniti kar 230 milijonov evrov. Nekaj let kasneje je bilo treba stopiti na realnejša tla. Po številnih finančnih krnitvah so na zavodu Maribor 2012 program izpeljali z le 29 milijoni evrov in lansko leto zaključili pozitivno. To je eden izmed najnižjih budžetov, ki so kdajkoli bili porabljeni za Evropsko prestolnico. Največ težav je bilo z infrastrukturo. Gradnja umetnostne galerije in Maxe se ni niti začela. Poiskati je bilo treba nadomestne prostore. Težave pa so povzročala tudi neredna izplačila občine in države. Zadnje nakazila so prejeli šele v januarju letos. Zato smo preživeli, takrat, ko bi mogli imeti največ sredstva s tem, da smo prvič imeli en del denarja iz sklada Merline Mercuri, ki smo ga dobili iz Evrope in da smo hkrati še najeli potem tudi kredit. Kljub temu so uspešno izpeljali vse programske sklope. 6000 dogodkov je obiskalo več kot 3 milijone obiskovalcev. Turistični delavci so imeli v primerjavi z lani 20% več prenočitev. Če je bilo 20, 30 ali morda celo 40% tega na račun EPK-ja, govori to, da o tem, da je bil velik del, če ne celo vsa javna sredstva v letošnjem letu vložena v EPK, že povrnjen. V zavodu, ki bo deloval do julija, pa počasi kopni tudi upanje, da bi njegovo delo nadaljevala nova institucija, ki bi na področju kulture in turizma povezala vzhodno kohezijsko regijo. Lokalna oblast zato za zdaj nima dovolj posluha. V kulturnem društvu Mladinski center Indijanes pa bodo s programom Posluh učencem in dijakom približali svet gluhih vrstnikov. Mladi se bodo seznanili s slovenskim znakovnim jezikom ter vsakodnevnimi težavami gluhih in naglušnih. S poskusnim projektom želijo slišečim približati posebne potrebe gluhih, predvsem pa bi radi gluhi mladini omogočili enakovredno vključitev v vsakdanje dejavnosti. Prvo predstavitev so danes pripravili na mariborski 2. gimnaziji. Učna ura se je za drugogimnazijce danes začela povsem drugače. Dijak Tim je moral s kretnjami gluhonememu Žigi povedati, da je v diskoteki spoznal Ljubko Plavolasko. Po nekaj minutah mu je s pomočjo sošolcev le uspelo.
Dijakom so nato predstavili znakovno abecedo, nekaj njenih zanimivosti, kasneje so se v znakovnem jeziku preizkusili tudi sami. Zdi se mi, da se mi bo zdaj lažje sporazumevati, pa mogoče spoznati kakega prijatelja. Vse je bilo verjetno, pa vse velkonojega smo zvedli, predvsem pa velkonojega mislim, da smo se naučili. Meni je bilo zelo všeč. Zdi se mi prav, da se tudi slišeči zavedamo problema gluhih. To enoročno abecedo sem prvič videla. Razredu se je predstavil tudi Žiga, ki danes študira na fakulteti za gradbeništvo. Povedal je, da je imel ob začetku študija kar nekaj težav, saj nima tolmača. Kajti večina ljudi res ne ve, kakšna je problematika gluhih, res ne vejo, s kakšnimi težavami se soočamo, ampak naš smisel ni tukaj, da bi zdaj iskali milost, ampak zato, da bi jih spodbudili, da spoznajo tudi naš jezik, da bi jih spodbudili, da bi začeli tudi za nami komunicirati, da mogoče, ko se enkrat na cesti srečamo, da ne bodo čisto zmedeni, ampak se bomo lahko nekako pogovorili. Prav zato so projekt zastavili tudi širše. To bodo tematski izleti. Želimo si sestaviti band, ki bo vključeval enakovredno slišeče in pa gluhe. Potem tečaj slovenskega znakovnega jezika, pa tudi mednarodne kretnje. Za tečaj znakovnega jezika se je odločila tudi študentka razrednega pouka Blažka Hartman. Da jim olajšam delo, da jih spodbudim, da jim pokažem, da je tudi nam mar in da imamo tudi slišeči interes, da jim v bistvu olajšamo njihovo življenjsko pot. Gluhim študentom in dijakom namreč letno brezplačno pripada le 100 ur tolmačenja. Vse drugo morajo plačati sami. Zavod za šolstvo je podelil priznanja Blaža Kumerdeja. 5 vzgojno-izobraževalnih ustanov je bilo nagrajenih za uvajanje novosti na področju razvoja učnih načrtov, ustvarjalnih metod učenja in uvajanja inovativnih učnih pripomočkov. Priznanja so dobili Osnovna šola Lava iz Celja, Zavod za usposabljanje Janeza Levca, Vrtec Kekec iz Grosuplja, Osnovna šola Jakoba Aljaža iz Kranja in tudi Osnovna šola Ljudski vrt iz Ptuja. Osmošolka Taja je med drugim nadarjena športnica in glasbenica. Da ob rednih šolskih dejavnostih počne še kaj drugega, ji pomeni veliko. Lahko sošolcem pomagaš in pa sošolkam, da potem ti še narediš neko koristno delo njim, ko ti razumeš neko snov, pa potem lahko njim razložiš. Po moje si rojen že s tem, moraš pa normalno da razvijati. Načrtno se odkrivanja nadarjenih otrok na osnovni šoli Ljudski vrt lotijo v 4. razredu. Ob koncu osnovne šole ima potrdilo o nadarjenosti skoraj tretjina generacije. Tu je izjemno veliko nekih različnih kategorij, zato je verjetno tudi število otrok, ki nekako padejo v ta kontekst nadarjenosti, kar veliko. Osnovna šola ni prostor, kjer bi že specializirali otroke, ampak jim moramo omogočiti čim več različnih dejavnosti, v katerih se lahko prepoznajo, v katerih se lahko najdejo, kjer lahko doživijo svoj lastni uspeh. Pri tem se zaslug učiteljev, ki prepoznavajo takšno in drugačno nadarjenost oziroma odstopanje od povprečja, zavedajo tudi učenci. Oni so tisti, ki nas spodbujajo, da smo še boljši, da najdemo pravo pot cilja. Ptujska osnovna šola Ljudski vrt pa je Kumerdejevo priznanje prejela tudi zato, ker spodbuja in ustvarja prijazne medsebojne odnose. Prijaznosti, vljudnosti in sodelovanja se učenci 4. in 5. razreda ob posebnem šolskem dnevniku učijo in nadgrajujejo vse leto. Napredek je neverjeten, pravijo učitelji. Na okrožnem sodišču v Mariboru se je danes nadaljevala glavna obravnava v zvezi z organizacijo in sodelovanjem v nelegalnih športnih stavnicah, v kar je domnevno vpleten tudi nekdanji nogometni reprezentant Goran Šukalo. Kot je priča nastopil nekdanji Šukalov soigralec v nemškem Koblencu Martin Forkel in pojasnil namen skoraj 5000 evrskega nakazila na Šukalov račun pred 3 leti. Kot je povedal Forkel, je šlo za vračilo denarja, ki si ga je od Šukala sposodil za zasebno investicijo in ni povezano z igrami na srečo. Na prihodnji obravnavi 12. marca naj bi domnevno obremenilna finančna nakazila na Šukalov bančni račun pojasnili še 2 priči, ki jo je predlagala obramba, med njima tudi reprezentančni kolega Mile Ačimović. Je pa danes tožilka zahtevala tudi preverbo Šukalovega prometa na bančnem računu zaradi suma pranja denarja. Pravnik Miro Cerar v zadnjih dneh se ga omenja kot verjetnega mandatarja morebitne nove vlade, kandidature za zdaj ne bo sprejel. Sicer pa zamisel v projektni vladi ocenjuje kot dobro, a meni, da za njeno uresničitev ni dovolj podpore.
Vladna ekipa s premijerom Janezom Janšo je danes nadaljevala obisk na Dolenjskem in v Beli krajini. Dopoldne so se sešli na delovnem posvetu v Dolenjskih Toplicah. Osrednje teme pogovorov današnjih obiskov obeh regij so bile vzdrževanje državnih cest, nedorečene državne naložbe, ustanovitev novomeške univerze in lokalne naložbe v infrastrukturo. Parlamentarni odbor za delo je začel drugo branje reforme trga dela, ki še ni v celoti usklajena med socialnimi partnerji. Nekaj tem je še odprtih. Sindikati med ključnimi izpostavljajo prekratke odpovedne roke in premajhne omejitve za agencijsko delo. Poleg tega si želijo jasneje določiti obveznost delodajalcev v zvezi s plačilom izobraževanja zaposlenim in s preverjanjem, ali je mogoče delavca v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga zaposliti pod spremenjenimi pogoji. Minister za delo Andrej Vizjak je v torek dejal, da jim je doslej skupaj uspelo sestaviti najbolj uravnotežena možna dopolnila. Poslance je pozval, naj jih potrdijo in naj spoštujejo socialni dialog. Kriminalisti že od jutra opravljajo več hišnih preiskav kaznivih dejanj s področja gospodarskega kriminala. Pri tem so za zdaj pridržali 7 osumljencev. Po neuradnih informacijah naj bi preiskava zaradi suma zlorabe položaja potekala tudi na domu suspendiranega stečajnega upravitelja Braneta Goršeta, ki mu zaradi suma zlorabe položaja pri stečaju HKS Secure že sodijo. Še opozorilo pred lokalnimi volitvami v Mariboru. Televizija Maribor tudi tokrat pripravlja posebne predvolilne oddaje, zato pozivamo posamezne kandidate, politične stranke, organizacije, društva ali civilne skupine, da do 24. februarja, do uradnega začetka volilne kampanje na RTV Slovenija, oddajo pisno prijavo z imenom in priimkom kandidata za župana mestne občine Maribor. Na naslov Televizija Maribor, Ilihova 33 2000 Maribor, po faksu 02 429 9123 ali na naš elektronski naslov tv.maribor@rtvslo.si s pripisom volitve za župana. Število posebnih volilnih oddaj bo odvisno od števila prijavljenih kandidatov. O datumu žreba pa bodo štabi oziroma posamezniki obveščeni po pošti do 1. marca 2013. Danes je zelo veselo pri Julijani Turk iz Maribora. Čila in zgovorna gospa je namreč dopolnila kar 105 let. Častitljiv jubilej je praznovala v krogu družine, pozdraviti pa so prišli tudi iz občine Videm pri Ptuju, kjer je preživela večino življenja. Ima 3 otroke, 9 vnukov, 15 pravnukov in že 2 prapravnuka. Julijana se je rodila 13. februarja 1908 v Veliki Varnici pri Vidmu. Med osnovno šolo je doživela prvo svetovno vojno, nato tudi drugo. Še vedno se spominja mladosti. Smo kožovali, pa smo pejli, pa je bilo luštno, pa plesali. Ja, te so pa mogla jaz se doma ostati, ko so pomagali na kravu pa se. Izučila se je za šiviljo, bila je mojstrica za poročne obleke. Sem šejvala, ja. Ko ima treba vse, če je doščešeno, so mogla zašiti. Rože. Ja. Rože so naštevala, naprte. Še pri 105 skrbi sama zase, si skuha, prebira časopise, brez očal spremlja televizijo, telovadi in pleše, najraje pa poje. Hitro, hitro mine čas in mine tudi lep obraz. Ko je bila mlada, pa je bila hudo živa. Elegantna hoda oblečena, res vedno in tudi še tudi zdaj. Tudi maže se, šminka, vse, kaj je bilo treba. Nekateri se še po desetletjih spominjajo živahne gospe, ki je sama skrbela za hribovsko kmetijo. Je bila izredno taka vitalna, še spomni se, kako je z besedami doskrat dajala kakšne poduke. Gospa Julijana recepta za dolgo življenje ne skriva, trdo delo in dobro srce. Meni je zdravnica rekla, ko imam srce dobro, kako malo. Ja. Ja, pa me tako tukaj boli, pa tako malo napravi tak. Pogledaj, pa je dobro. V multimedijskem centru Kibla sta pred slovenskim kulturnim praznikom pripravila koncert Afra Tesla Operating System in mariborski glasbenik Igor Bezget. Na improvizacijskem koncertu ni manjkalo različnih eksperimentiranj z glasbo in zvočnimi učinki.
Afra Tesla je Slovenjgračanka, je intermedijska umetnica in pevka. V svoji glasbi na nekonvencionalen način združuje umetnost, znanost in nove medije. To je ena nova smer, suprematistično-erotični pop art v glasbi. V zadnjem času je njeno življenje zapolnjevala slovenska filmska in gledališka igralka, tudi šansonjerka Duša Počkaj. V začetku februarja je tako Afra Tesla predstavila intermedijsko predstavo Duša naša vsakdanja. Jaz mislim, da imava midve kar veliko skupnega. Začutila sem jo kot persono, kot njen duh, tega, kar je ona bila. Koncert, ki smo mu lahko prisluhnili pred kratkim v multimedijskem centru Kibla, je za osnovo jemal nemi film britanskega režiserja Richarda Haslopa z naslovom Otrok in žaga. Afra Tesla pa je po sodelovanju s številnimi znanimi glasbeniki tokrat k sodelovanju povabila Igorja Bezgeta, glasbenika, ki mu raziskovanje v glasbi ni tuje. Jaz sem to podlago naredil z čisto nekimi elektronskimi zvoki. Dodali bomo tudi še neke elektronske zvoke, jaz bom dodal zvoke brenkal, Afra bo s svojim glasom in še mogoče s čem doprinesla. Srečanje treh umetnikov iz različnega časa, 3 generacije umetnikov. Jaz sem najmlajša seveda. In naši prepleti skozi glasbo, skozi različne medije, srečanja. Koncert pa je bil tudi priložnost za premierno predstavitev videospota Home in the Zone, ki ga je režiral prav Richard Haslop in napoveduje skorajšnji izid Afrinega prvega istonaslovnega ploščka. V Ljubljani so podelili Bloudkove nagrade za leto 2012. Prijeli so jih trener juda Marjan Fabjan, plezalka Mina Markovič, člani mešane biatlonske štafete Andreja Mali, Teja Gregorin, Klemen Bauer in Jakov Fak, ter nekdanji atlet Franjo Izlakar. Takšna konkurenca, ko je pri nas v Sloveniji, za to nagrado športniki si zaslužijo, sploh skakalci pa te, ampak upanje zadnjo umre in jaz sem vedno upal in sedaj sem jo tudi dobil. Z državnim prvenstvom v plavanju za mlajše kategorije, ki so ga organizirali v mariborskem kopališču Pristan, so v Sloveniji končali zimsko sezono. Bilo je zelo živahno, saj so tekmovali plavalci iz 21 klubov. Če se najprej nekoliko poigramo s statistiko, potem imajo najhitrejše dečke v Iliriji, najhitrejše deklice pa v Fužinarju. Slednji je tudi slavil v skupnem seštevku. K temu so pripomogli odlični dosežki Janje Šegel, ki je ena izmed naših najbolj obetavnih plavalk. Potrudim se, kako moram, zadovoljna sem pa za vsak rezultat. Na treningu redno treniram, trudim se. Delno so lahko z rezultati zadovoljni tudi v klubu organizatorju državnega prvenstva za dečke in deklice. Branikovi plavalci so se v medklubskem seštevku uvrstili na 10. mesto. V 3 dneh so v A finalih plavali 7-krat, v B pa 10-krat. Jaz sem plavala vse osebne rekorde, zdaj mesta glih niso važna, ampak drugače pa v redu. Kazalo napredka so nasploh, še posebej pa v nižjih kategorijah ravno osebni rekordi. To bo v ospredju tudi v poletnem delu sezone. Da izboljšam čisto vse rezultate, pa stil popravim. Med dečki je v Mariboru najbolj blestel Gašper Oder, ki je dosegel 6 izmed 10 najboljših rezultatov. Aleš Zupanec je postavil prvi rezultat na 50 metrov hrbtno. Kar 7 od 15 najboljših rezultatov v ženski konkurenci je bilo delo Janje Šegel, ki je za zmago na 200 metrov prsno prejela tudi največ točk na tem državnem prvenstvu. Podpredsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Tomas Bach je dejal, da bronasta kolajna z olimpijskih iger v Sidneju iz kolesarske vožnje na čas ne bo dobila novega lastnika. Spomnimo, da so kolajno po škandalu z dopingom odvzeli Američanu Lancu Armstrongu. Sledi pregled drugega mednarodnega dogajanja. Ameriški predsednik Barack Obama je v govoru o položaju v državi nizal pobude za svoj drugi mandat in povečanje proračunske porabe za številne projekte povezal z gospodarsko rastjo in novimi delovnimi mesti. O pomanjkanju sodelovanja kongresnih republikancev je zagrozil, da bo večino dela opravil sam.
Govor pred obema domovoma kongresa in kabinetom, ki je trajal skoraj natanko 1 uro, so prekinjali aplavzi njegovih demokratov, občasno pa so se jim pridružili tudi republikanci, še posebej, ko je Obama pozval k potrditvi imigracijske reforme in zakonu o zaščiti žensk pred nasiljem. Papež Benedikt XVI je več tisoč vernikom z vsega sveta zagotovil, da se je za odstop odločil popolnoma svobodno in v dobro cerkve. Zbrane ob splošni avdienci v Vatikanu je pozval k molitvi zanj, za cerkev pa tudi za novega papeža. Benedikt XVI se je v javnosti pojavil prvič po ponedeljkovi presenetljivi napovedi odstopa konec meseca. Spodnji dom avstralskega parlamenta je priznal aboriđine za prvotne prebivalce Avstralije. O osnutku zakona, ki so ga poslanci sprejeli soglasno, bo sedaj odločal še zgornji dom parlamenta. Odločitev tlakuje pod priznanju avstralskih staroselcev v ustavi in prihaja 5 let po zgodovinskem opravičilu oblasti za pretekle krivice. Anketa podjetja za raziskave Nielsen, ki so jo izvedli v 58 državah, je pokazala, da so Grki največji pesimisti, saj jih kar 90% meni, da je njihova država v recesiji in da bo kriza trajala še dolgo časa. Med Grki jih ima 44% težave pri iskanju službe, medtem ko jih 40% trdi, da z denarjem, ki ga imajo na voljo, ne morejo pokriti življenjskih stroškov. Sodeč po raziskavi je 8 od 10 najbolj pesimističnih držav evropskih. Poglejmo še v nebo. Jutri čez dan se bo na Primorskem delno zjasnilo, drugod bo oblačno. Rahlo sneženje se bo umikalo proti vzhodu, kjer bo popoldne postopno ponehalo. Tudi ponekod na severozahodu bo lahko posijalo sonce. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do 0, najvišje dnevne od 0 do 3 stopinje Celzija. V petek bo na zahodu delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno. Dan po pustu se s pepelnično sredo za večino kristjanov začne 40-dnevni postni čas, ki se bo končal z veliko nočjo. Kot poudarjajo, je to lahko priložnost, da se človek zave vseh svojih slabosti in jih skuša tudi odpraviti. Spoštovani, to je bil dnevnik televizije Maribor. Hvala za pozornost in nasvidenje jutri.